Peugeotova 308 je eden tistih avtomobilov, ki v svojem razredu med tekmece gleda večinoma iz ozadja. Pa ne zato, ker bi bil kaj slabši avtomobil od ostale konkurence. Enostavno ni več tako zelo atraktiven in nemški Golf je v tem razredu kralj. Zato tudi oznaka GTI prav nič sramežljivo kopira tisto od legendarnega Golfa. Pri Peugeotu je takšna 308 lahko predstavlja granturistični razred, ampak na precej omejen način. Klasična kombi limuzina s 5 vrati in ravno pravo mero aerodinamičnih dodatkov, dvojno izpušno cevjo ter velikimi 18-palčnimi platišči deluje prepričljivo in solidno, ampak le malo drugače od pol cenejših izvedenk tega istega avtomobila. Znotraj mu aluminijaste stopalke lepo pristojijo in v črni lak odeta sredinska konzola naredi vzdušje še bolj intimno. Vse ostalo pa je praktično isto. Še sedeži niso čisto nič bolj školjkasti, le tapecirani so z imenitnejšimi materiali. Zato pa je spisek serijske in dodatne opreme zelo dolg in je na njem moč najti praktično vse, kar ponuja nižji srednji razred. Vse hvalevredni so aktivni ksenonski žarometi, ki znajo slediti smeri vrtenja volana. Najbolj čistokrvni GTI pa je seveda pogonski sklop. 1,6-litrski turbobencinski stroj je po zmogljivostih enak tistemu iz hišnega RCZ-ja in tokrat zmore 147 kW. A nažalost 6-stopenjski ročni menjalnik ni tako zelo dober, da bi zmogel slediti potenciji agregata, saj je preveč nenatančen in prepočasen za zares hitra prestavljanja. Na vseeno pospeši do 100 km/h v 7,7 sekunde in bo všeč tistim, ki dajo kljub športnosti še nekaj na nizko porabo. V našem primeru je porabil 8,7 litra na 100 prevoženih kilometrov. Zvok izpuha je malo bolj športno rezek, podvozje pa je za 10 mm nižje kot pri običajnih 308-cah. Ima zmogljivejše blažilnike in dršev zmeti, ampak je vseeno pretrd za vsakodnevno vožnjo. Navdušijo pa zmogljive zavore. Če gre zgolj za predstavljanje top modela v ponudbi, je takšna 308 kar dobra, sploh z osnovno ceno 26 000 evrov. Oznake GTI pa si vseeno ne zasluži.